Imam še zadnje vprašanje, ki ga je postavil prejšnji gost. Neko verigo delam vprašanj in odgovorov. Verjetno ga poznate, Jure Knez, CEO Devesofta, večinski lastnik. Kakšen je tvoj odnos do podjetnosti in podjetništva? Torej, jaz verjamem, da je biti podjetnik nekaj, kar bi moral vsak skusiti. Biti podjetnik je nekaj, ko začneš iz nič. Tudi sam sem začel podjetniško zgodbo iz nič. Začel sem leta 2002. Ko smo začeli, smo bili v podobnem stanovanju, kot je to, s tem, da smo prvi dan belili stene. Bili smo v 4. Potem je zrasel iz tega počasi skozi leta GENI, ki ima danes 700 zaposlenih, pa 4 milijarde prihodkov. Pa vmes je država to odkupila, ampak začel sem pa v svojem podjetju s 4 zaposlenimi, oziroma s 3 zaposlenimi. Zakaj je biti podjetnik nekaj, kar te v resnici ti da zelo veliko? Zaradi tega, ker vidiš, kako besede malo štejejo, vse, kar šteje, so dejanja, ko vidiš, kako sam zmoreš samo nekaj in šele, ko uspeš vključiti ostale, lahko začneš graditi nekaj večjega, in ko vidiš, kako nekaj raste, je ponos na tem, da si zgradil eno zgodbo, ki je bistveno večja od tebe. Bistveno več od tebe, je to nekaj neprecenljivega. Pravi, biti podjetnik ne pomeni samo zaslužiti denar. Vse to pride zraven, ko si uspešen, ker nečem moraš meriti svoj uspeh in seveda ga meriš tudi skozi denar. Je pa res, da mi smo recimo imeli tako pot zanimivo, da prvih 5 let smo merili svojo uspešnost izključno skozi zaslužke. Drugih 5 let smo že merili skozi to, koliko damo našim kupcem. Se pravi, zdaj moramo poskrbeti, da bojo kupci zadovoljni. Tretjih 5 let smo začeli skrbeti za planet in smo rekli, poskrbeli smo zase, super. Poskrbeli smo za kupce, tudi v Sloveniji gospodinjstva in podobno skozi poceni plin in elektriko, v redu. In tretji 5 let, ki je bilo, dajmo skrbeti za planet in dajmo zaveščati ljudi, da bo investirali v sončno energijo in podobno, v električne avtomobile, baterijske hranilnike itd., da bomo dejansko pomagali planetu. Se pravi, se ti tudi skozi rast, podjetniško, rasteš tudi kot osebnost. In je to v resnici na nek način postajen to tvoje življenje. Zato je biti podjetnik res po moje nekaj najboljšega, kar se lahko človeku zgodi. Ja, širiš nekako ta krog odgovornosti. Prej si zase odgovoren, pa za svoj zaslužek. Ampak moraš biti na začetku. Če ne umreš. Zase, za svojo družino, potem pa moraš narediti naslednji korak. In vsi ti naslednji koraki, ki pridejo, ti dejansko osmišljujejo tvoje življenje.